Lepo pozdravljeni, dragi bratje, sestre, prijatelji. Ne boste verjeli, da danes se vidimo zadnjič v letu 2020. Kakšno leto! Kdo bi si mislil, da bomo tako dolgo narazen? Pretekli so že 4 meseci, odkar se nismo videli v živo. Ni enostavno in pogrešamo drug drugega. Ampak kaj moremo? Še dobro, da se lahko gledamo vsaj prek spleta. Zato bi se ob tej priložnosti rad zahvalil vsem, ki so ustvarjali te oddaje in še posebno Blakeu Pettyju, ki je vse to potrpežljivo do zdaj spravil v spletno obliko. Rad bi se zahvalil pastorju in vsem govorcem, ki so se iz tedna v teden pripravljali, snemali, da bi lahko vsi mi poslušali. Hvala pevcem, glasbenikom in tonskemu mojstru. Opravljenega je veliko dela, še posebno, ker se je bilo treba vsega naučiti čez noč. Ampak kjer je volja, je tudi pot. Hvala Bogu, da zanj ni omejitev in kot pravi Sveto pismo, z njim lahko preskakujemo zidove. In smo jih. Tudi danes vas želim povabiti v Božjo prisotnost. Čaka nas veliko lepih pesmi, pričevanj in beseda. Zato zadihajmo, pripravimo srca, osredotočimo misli in prosimo Duha, da veje na svoj način. Gospod, hvala ti, da smo lahko v tebi eno, tudi ko smo fizično narazen. Zdaj te prosimo, da blagosloviš tvojo besedo, da od nje odnesemo to, za kar si ti pripravil za nas. To molimo v Jezusovem imenu. Amen. Z nami je zveličan Jezus Božji Sin, jagnje Božje naš Mesija, On je svet. Hvala ti, moj Oče, da daroval si Sina in Svetega Duha poslal nam, da delo na zemlji konča. Jezus moj zveličan, ime je najlepše, jagnje Božje naš Mesija, umrl je za vse grešnike. Hvala ti, moj Oče, da daroval si Sina in Svetega Duha poslal nam, da delo na zemlji konča. Ko pridem v slavo videl, bom njegov obraz in takrat bom služil kralju v svetem mestu večnosti. Hvala ti, moj Oče, da daroval si Sina in Svetega Duha poslal nam, da delo na zemlji konča. Hvala ti, moj Oče, da daroval si Sina in Svetega Duha poslal nam, da delo na zemlji konča. Moja duhovna pot je v bistvu proces, ki se je začel že zgodaj, ko sem v bistvu hodil v katoliško cerkev z mojo družino. Jaz sem bil vzgajan v veri in vedno sem nekako vedel, da Bog je. Lahko bi rekel, da sem ga nekako vedno opazoval samo, ker sem vedel, da je neka oseba zame bil tako nekje tam gor. In zaradi tega, ker nisem vedel, kaj naj s tem naredim, sem tudi dostikrat imel velik odpor do tega, da sem hodil v cerkev, nisem mi dal, zdelo se mi je res brez veze. In v bistvu sem nekako celo osnovno šolo in to preživel na tak način, da sem to tako pustil nekako na strani v vedenju, da pač nekaj obstaja, ampak to se mi zdi, da je do takrat zame tako, pustimo to zaradi tega, ker mi nič ne koristi. Dolg časa sem se v bistvu že
nazaj od recimo osnovne šole in pol tudi v srednji šoli, no, sem se skozi ukvarjal z tehničnimi zadevami, ker sem rad razvijal stvari, blazno rad sem načrtoval zadeve, risal sem načrte, hotel sem vedno nekaj ustvariti, zaradi tega, ker sem imel vedno tudi želje potem, da bi se me svet po nečem zapomnil, da bom jaz, ne vem, izumitelj, da bom nekaj razvil in zato sem tudi hotel na strojni faks, da bi v bistvu nekaj dosegel s tem. In konstantno sem iskal nekaj, kar bo zadovoljil mojo potrebo potem, da v bistvu svet spozna, kdo jaz sem, da pustim nek pečat, ampak se to ni nikamor premaknil. Mislim, da mi je vedno manjkal nek ta žar, ki ga nisem nikoli mogel dobiti v stvareh, ki sem jih delal, pa so mi lahko še toliko bile, da sem bil tako, okej, s tem bom nekaj dosegel, vedno je bilo sam slabš. In sem začel spraševati, kdo pa je ta v bistvu, kdo je ta Bog? In takrat sem začel raziskovati, kdo on je in začel odkrivati tudi, da je on nekaj več, kot mogoče sem neka oseba, ki jaz lahko opazujem in nima praktično nobene veze z mano, ampak sem začel ugotavljati, da ima v bistvu ful velik vpliv na moje življenje in sem ga želel tudi začeti osebno spoznavati. Zvečer sem molil, začel sem se pogovarjati z njim dejansko, ampak ne v tistih naučenih molitvah, ampak sem bil tako, jaz se želim pogovarjati in sem se probal pogovarjati in je bil to nek nov način, ampak sem bil tako, Bog, to je bolj pristen način, jaz se tudi, ne grem pogovarjati z mojim prijateljem tako, da mu govorim vedno eno in isto stvar, jaz se želim pogovarjati o stvareh, ki mene tisti trenutek težijo ali pa me, zanimajo ali pa in sem začel na ta način komunicirati in sem bil tako, to je nekaj novega. In leta 2016, se pravi po koncu moje gimnazije, po maturi, sem šel pa na moj prvi English camp in takrat sem spoznal, da je tam ogromno ljudi, ki v Boga verujejo na isti način, kot sem jaz takrat začel. Isto so se pogovarjali z njim, niso imeli nekih naučenih molitev in sem bil jaz tako, wow, to je ful zanimiv, ker to, kar sem jaz začel odkrivati, točno ti ljudje živijo. In sem hotel vedeti več. In sem hotel vedeti, kdo je Bog in kaj v bistvu on sploh lahko, zakaj je moje življenje vredno, če jaz njega poznam. In takrat sem jaz odkril dejstvo, da je v bistvu, tega prej nisem nikoli vedel, recimo, da je Jezus kot Božji edinorojeni sin prišel na zemljo zato, da odkupi naše grehe. In nima veze, kaj jaz naredim, ko grešim, je on te grehe odkupil in to je bilo meni takrat nekaj nedojemljivega. In ko sem to zvedel, sem bil tako, zaradi tega, Bog, jaz sem te do neke mere mogoče zdaj poznal, jaz sem se pogovarjal s tabo, jaz sem začel moliti k tebi, ampak jaz želim, da ti vodiš moje življenje. In takrat sem se res odločil, da mu predam svoje življenje in da mu zaupam v njegovih planih. In en od njih je bil recimo tudi glasba, to zdaj vidim. Uživam v ustvarjanju slavilne glasbe, soustvarjanju, v snemanju, ker je to res, se mi zdi, dar, ki mi ga je Bog dal. In skozi ta proces sem spoznaval tudi, to mi je najbolj neverjetna stvar, kako kreativen je Bog kot stvarnik. Ko pogledam naokoli, ko pogledam samo naravo, ko grem na sprehod, ko pogledam glasbo, ko pogledam konec koncev ostale ljudi, vidim, kako kreativen stvarnik je Bog in ta kreativnost je tudi v nas. Zato želim to uporabljati v njegovo slavo in zato delam, kar delam. Ustvarjam glasbo v njegovo slavo, zato se mi zdi, da sem tukaj in živim zato, da ga slavim. Si za svet, kjer je tema, si zarja, luč, ki odpira oči. Luč in lepota, srce te proslavlja, s tabo se ne izgubi.
Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Kralj za vse čase, češčen in povzdignjen, slavi nebeški živiš. Skromen prišel si na zemljo z ljubezni, Bog, ki postal je ubog. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Pozdravljeni. Spet se izteka eno leto, ko smo ga preživeli skupaj. Bilo je težko, ampak tu smo. Zadnja nedelja je in gledamo nazaj inventuro tega leta. In če pogledamo, prazniki se iztekajo, zvončki bojo nehali zvoniti, svečke se bojo ugasnile in kaj potem? Se vrnemo nazaj v razmišljanje, kako je težko, kako bi si želeli, da je boljše. Bilo je težko leto tudi za mene, ko verjamem tudi za vas. Ampak takrat, ko je bilo meni najtežje, sem prebrala pesem, ki sem jo našla v eni knjigi. In pravi tako: bodi kot ptica, ki na drobni veji počije. Čeprav čuti, da ni dobro, se ne vda, še vedno poje in poje, saj predobro ve, da krila ima.
A vas to kaj spominja na kaj? O ja, meni je bilo tako jasno. Sveto pismo, Izaija 40, ko pravi: tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo. Zaupati v Gospoda. Ja, to je prava stvar v vsaki situaciji. Danes je zadnja nedelja in bi želela vam, mladi, posebno zahvalo izreči za vaše proslavljanje, za vaš trud, za vašo žrtev vašega časa. Hvala vam. Vsako nedeljo ste nas dvignili, ste nam dali tolažbo, ste nam dali upanje. Rada bi rekla hvala tudi pastorju Zvonkotu, ženi njegovi, vsem, kateri ste nam dali besedo svojo. Govorili ste po duhu, kar vam je Gospod dal, hvala vam. Nenazadnje hvala vsakemu v naši skupnosti, ki je karkoli doprinesel in služil nam v veselje, v blagoslov. In zdaj, dragi moji, novo leto je pred vrati. Kako bomo stopili naprej? Zaupali bomo Gospodu in gremo skupno. Čez korak naredimo in stopimo v novo leto. Samo z njim. Rada vas imam. Srečno. V začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristus, jo. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. V nebesih nas želiš imeti, zato postal si pot tja. Kljub grehu nas zelo se ljubil, kaj od tebe loči nas. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Smrt si nadvladal, zaveso pretrgal, premagal moč greha in teme. Nebesih odmeva ti hvalica slave, si obujem življenje bil. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal bo.
neprimerljivo je, moč imenuje Jezus, ime naš Jezus. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden se slave, tvoje ime najvišje je. Moč imenuje Jezus, moč imenuje Jezus, ime naš Jezus Kristus kralj. Moč imenuje Jezus, neprimerljivo je, moč imenuje Jezus, ime naš Jezus. Čez 4 dni bomo stopili v novo leto 2021. Kaj nam bo prineslo? Kako optimistično bomo stopili vanj? Spomnim se, kako smo optimistično stopili v leto 2020. Nihče si ni predstavljal, da bo že prvi dan leta 2020 zaznamovan z velikimi požari, potresi in naravnimi katastrofami, COVID-19 in še mnogimi drugimi nesrečami in konflikti, kar se je nadaljevalo vse do danes. Kaj nas torej čaka v letu 2021? In kako se pripraviti ter odzvati na vse, kar nas čaka? Verjamem, da nam v iskanju odgovorov na ta vprašanja lahko pomaga izkušnja iz življenja izraelskega naroda iz 1. Samuelove knjige 7:10-17. Preden bomo prebrali te vrstice, vas vabim, da prisluhnemo zgodovini, ki nam bo razkrila ozadje našega besedila. V poglavju spoznamo, da je izraelski narod zapustil svojega Boga in se ni držal Božjih zapovedi. Celo duhovniki so živeli nemoralno in koruptivno. Posebej sinova velikega duhovnika Elija. Bog se je odločil kaznovati Elija in oba njegova sinova in ves izraelski narod. Zato je dovolil, da jih napadejo sosednji narodi, Filistejci, pri mestu Eben Ezer, kar v prevodu pomeni kamen pomoči. In v 2 bojih umre 34,000 izraelskih vojakov. Še huje od smrti tako velike množice je bilo, da so Filistejci zaplenili še skrinjo zaveze oziroma Božje navzočnosti, ki je bila rezervirana samo za izraelski narod. To je bil velik poraz, od katerega se Izraelci niso opomogli 20 let. Po 20 letih so Filistejci sami vrnili skrinjo zaveze Izraelcem, ker jih je Bog v tem času velikokrat kaznoval zaradi skrinje zaveze, ki je bila pri njih. Izrael se je zbral v mestu Micpa, kjer so se Izraelci kesali za svoje grehe, spreobračali, spreobrnili in vrnili nazaj k svojemu Bogu. Ko so to slišali, Filistejci so napačno ocenili. Mislili so, da se po 20 letih ponovno Izraelci hočejo maščevati zaradi skrinje zaveze. Na to so se zbrali in šli na vojno zoper Izraelce. Izraelci so molili k svojemu Bogu, se postili in Bog jim je tokrat odgovoril in naredil veliko zmedo v filistejskem taboru ter tako Izraelcem omogočil veliko zmago. O tem beremo
v Svetem pismu, v 17. poglavju 1. Samuelove knjige takole. Medtem, ko je Samuel daroval žgalno daritev, so se približali Filistejci za boj proti Izraelu. Gospod pa je ta dan zagrmel na Filistejce in z močnim glasom jih zmedel, da so bili poraženi pred Izraelom. Izraelci so prišli iz Micpe, zasledovali Filistejce in jih pobijali do pod Bet-kara. Samuel je vzel kamen in ga postavil med Micpo in Jašen. Dal mu je ime Eben-ezer. Rekel je, do sem nam je Gospod pomagal. Filistejci so bili ponižani in niso več prihajali v Izraelovo pokrajino. Gospodova roka je bila nad Filistejci vse Samuelove dni. Mesta, ki so jih Filistejci vzeli Izraelu od Ekrona do Gata, so se vrnila Izraelu. Tudi svoje pokrajine je Izrael rešil iz roke Filistejcev. Mir je bil tudi med Izraelom in Amorejci. Samuel je sodil Izraela vse dni svojega življenja. Iz leta v leto je šel in obhodil Betel, Gilgal in Micpo, ter sodil Izraela na vseh teh krajih. Vračal pa se je v Ramo, kajti tam je bila njegova hiša in tam je sodil Izraelu. Tam je sazidal oltar Gospodu. Kje je bil ključ za Izraelovo zmago? V kesanju in vrnitvi k njihovemu živemu Bogu. Po zmagi je prerok Samuel vzel kamen in ga položil na mesto Izraelove zmage, ter ga imenoval Eben-ezer, enako kot se je imenovalo mesto, kjer so pred 20 leti doživeli 2 strašna poraza. Kljub temu, da je bil pomen tega mesta kamen pomoči, kjer bi morali doživeti veliko zmago in ne poraz. Samuel je temu kamnu dal isto ime, samo z drugim pomenom, ki pravi, do sem nam je Gospod pomagal. Cel svet je letos doživljal velike poraze. Tudi mi smo osebno doživljali enake poraze ali večje. Kako se je svet odločil, da spremeni te poraze v zmage? Za rešitev teh velikih porazov, posebej COVID-19 se je odločil za cepivo in za zadolževanje v astronomskih milijardnih kreditih, ter za sanje o vrnitvi preteklih časov. Kaj mislite, ali bo svetu uspelo? Želimo si, da mu uspe, kajti njihov uspeh bi tudi nam, vernim, koristil. Vendar uspeh ni edino merilo za rešitev. Rešitev obstaja nekje drugje. Dokončna rešitev ni v ukrepih, temveč v osebi. Rešitev je pri Bogu. Brez Boga so Izraelci doživljali poraze, z Bogom pa zmage. Vendar zmaga ne pride kar sama od sebe. Ne pride z deklarativno izjavo, jaz verujem v Boga. Zmaga pride takrat, ko se pravilno odločiš, kakor so to naredili Izraelci. Zbrali so se v mestu Micpa, kjer so priznavali svoje grehe, se kesali, molili in postili, ter klicali Gospodovo ime. Gospod pa jim je odgovoril tako, da jim je naklonil veliko zmago. Kaj pa ti in jaz? Kako se bova midva odločala za rešitev? Najne krize, najnih problemov, s katerimi sva se soočala v letošnjem letu. Vsi mi smo v letu 2020 bojevali veliko bitk. Nekatere smo izgubili,
nekatere dobili. Bojevali smo se s COVID-19. Bojevali smo se z osamljenostjo, strahom, negotovostjo. Bojevali smo se z nevero. Bojevali smo se tudi z omejitvami in prepovedmi skupnih srečanj na bogoslužjih in v manjših skupinah. Ta srečanja so bila in so še vedno ključnega pomena za našo skupnost, za našo duhovno rast. Bojevali smo se za izgubljene duše naših najbližjih in vseh ljudi v Sloveniji. Bojevali smo boj za našo zgradbo, za skupna srečanja, ki je nismo dobili. Bojevali smo osebne boje v sebi in zunaj sebe. Zato lahko z gotovostjo povem, da je bilo leto 2020 zelo, zelo težko leto. Ker pa ne vemo, kaj nam prinaša leto 2021, je treba razmisliti, kako živeti in kaj storiti, da bi nam prineslo zmago. Zmaga ne pride sama od sebe, za zmago se je treba boriti, bojevati. V zadnji pridigi tega leta bi vam rad dal nasvet. Saj veste, da ni moder tisti, ki deli nasvete, ampak tisti, ki jim prisluhne, oziroma ki jih sprejme. Vabim vse, da si med prazniki rezervirate poseben trenutek zase. Kot večkrat reče moja prijateljica, ko sem sama, sem v najboljši družbi. Preživite nekaj časa v najboljši družbi, sami seboj. Poiščite kakšen tihi kotiček v vaši hiši, stanovanju, ali se odpravite na sprehod v naravo. V tišini razmišljajte o tem, kaj vse ste doživeli v letu 2020. Naštejte vesele in tudi one težke trenutke. Razmislite o tem, kaj je bil razlog, da ste se srečali s težkimi trenutki. Ste se morda odtujili od Boga, oddaljili, ste v stvari vzeli stvari v svoje roke, v svoje življenje, v svoje roke? Ste morda zavrnili njegove nasvete, prenehali brati Sveto pismo? Ste se bolj posvečali posvetnim, minljivim stvarem? Ste morda zanemarili tisto, kar je bilo potrebno, odnos z živim Bogom? Ali pa kontakte s cerkvijo ali s kristjani? Prosim, svetujem, bodite do sebe iskreni in pošteni. Če prepoznavate, da ste malo zašli in se oddaljili od Boga, vam toplo priporočam, da ga iz srca prosite za odpuščanje. Priznajte mu vse grehe, vsa zavračanja, nevero, strah, malomarnost. Vzemite si post in molitev in razmišljajte o njegovi veliki ljubezni. Prosite ga, da vam pomaga narediti prioritetni seznam, da bi lahko ponovno zaživeli z Bogom in da bi ga ponovno postavili v center vašega življenja. Tako so storili Izraelci in za nagrado se je Bog vrnil med njih in jim pomagal nizati zmage za zmago. Bog želi biti pomemben del tvojega življenja. Kar pomeni, želi biti pomemben del tvojega strahu, tvojih stisk, negotovosti. On želi biti tvoj pomočnik v najhujših trenutkih, saj ti želi pomagati. Ne zavračajmo ga, da nas ne bi prepustil našim načrtom, ki ne bodo tako uspešni kot njegovi. Kajti Bog ima zate že načrte, dobre načrte. O tem piše v Jeremiji 29:11. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Bog nam želi dati prihodnost in upanje.
Kaj lepšega? Zakaj bi delali po svoje in se upirali? Ko bo najteže, se približajmo njemu, ki ima za nas dober načrt. Ima dobro prihodnost. Želiš imeti varno prihodnost? Dobro prihodnost? Potem moraš tudi zgraditi svoj oltar za Gospoda Jezusa, kot je to storil Samuel. Kako je to storil? Tako, kako lahko ti storiš? Tako, da boš na svoj 24-urni oltar, ki ti je na razpolago, vgrajeval časovne kamne pomoči. Vse do svojega življenja, do konca svojega življenja, kot je to naredil Samuel. Beremo to v naslednjih vrsticah. Samuel je sodil Izraela vse dni svojega življenja. Iz leta v leto je šel in obnovil Betel, Gilgal in Micpo, ter sodil Izraelu na vseh krajih. Vračal pa se je v Ramo, kajti tam je bila njegova hiša in tam je sodil Izraelu. Tam je sezidal oltar Gospodu. Tvoj 24-urni oltar ne izgleda takole. Za svoje dnevne molitve si vzemi vsaj 5 do 10 minut na dan. Za svoje dnevno branje Božje besede si vzemi vsaj 15 do 30 minut na dan. Za služenje tistim, ki so v stiski in ki te potrebujejo, pa vzemi mogoče 15-20 minut na dan. Za branje dobre krščanske literature, ki ti bo pomagala pri tvoji duhovni rasti in zrelosti, pa po lastni presoji. Eni rabimo več, eni manj. Ne pozabi, Gospodu dajaj na razpolago vse svoje talente, denar, darove, čas za stvari in dejanja za Gospoda. To naredi toliko, kolikor ga ljubiš. Koliko ga imaš v svojem srcu. Vedno bodi živi kamen, ki je vgrajen v Jezusovo cerkev. Pravzaprav 24 ur na dan. In preden bom zaključil, lahko rečemo, sporočilo današnje zgodbe je takole glasi. Gospod je dovolj. Zanašajmo se na Boga v letu 2021, ko je Izrael postal Ikabod. To je ime otroka, ki mu ga je dala njegova mati, žena umrlega duhovnika v boju, o katerem smo govorili na začetku. Ime Ikabod v prevodu pomeni odšlo je veličastvo iz Izraela. Ko je Gospoda slava odšla iz Izraela, so Izraelci prenehali gledati na Boga, ter so začeli iskati svoje poti, svoje verske simbole, ne pa nažalost živega Boga. Toda Gospod Bog je stvarnik nebes in zemlje, stvarnik vseh nas. Njega pa ni mogoče obdržati ali potisniti v religijo ali mogoče v kakšen verski simbol. Poleg tega se ne moremo zanašati niti na lastne moči, niti na karkoli drugega, kajti naša zmaga je v Gospodu in samo v Gospodu. Kajti Gospod je rekel, v Zahariji 4:6 beremo, ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Zato se moramo še naprej zanašati na Boga, na Gospoda. Če smo spoznali, da smo se oddaljili od Boga, se ne vračajmo po istih poteh. Spremenimo način svojega življenja in način našega razmišljanja. Naredimo premik. Kako to lahko storimo? Tako, da se spomnimo preteklosti. Se pokesajmo v sedanjosti in se veselimo velike in čudovite prihodnosti,
ker je po tej cesti vere varno hoditi. Še vedno bodo obstajale preizkušnje, stiske, bolezni, a tudi veselje, saj bo Bog hodil pred nami in nas ščitil. Verjameš v to? On pravi, ne bom te nikoli zapustil, ne bom te nikoli pustil samega. Bo z nami, kot je bil v preteklosti z Izraelom in jim je daval zmage, tudi nam bo. Zakaj pa ne? Ker nas ljubi. Danes v svoji hiši, v svojem življenju postavimo pred se kamen Eben-Ezer. Lahko v resničnosti ali v svojem dnevniku in povejmo, da nam bo Bog pomagal. Bog nam bo pomagal, ne glede na to, kaj nas čaka v letu 2021. Zakaj? Ker nas ljubi. Ker bo z nami, ker njegovo ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Verujem in zaupam Bogu, ker je On dovolj za moje jutrišnje zmage, za mojo jutrišnjo bodočnost. Naj te ta resnica dvigne, naj te razveseli, naj ti prinese mir, pesem v tvoje življenje, rajanje in varnost. Ker ti tega ta svet ne more dati in ne more zagotoviti. Zato vrnimo se Gospodu. Stopimo z njim pogumno v leto 2021, v veri, da je On dovolj za vse tvoje in moje potrebe v letu, ki je pred nami. Želim vam blagoslovljeno leto, leto velikih zmag. In na koncu želim moliti, da nam Bog nakloni milost in veliko zmag. Oče naš, ti si čuval svoj narod. Čuval si ga, ker si ga izbral, ker si ga ljubil. Tudi nas si izbral. In tudi nas kličeš, da postanemo tvoji otroci v letu 2021. Ker imaš čudovite načrte, čudovite plane za nas. Ne glede, kaj se bo dogajalo, ti boš z nami. Hvala ti za to obljubo, na katero želim, da vsak, ki to sliši, gradi svojo bodočnost. Na pravem kamenu, na pravem Eben-Ezeru, na pravem Gospodu Jezusu Kristusu, na skali, ki je trdna in ki bo obstala. In tako bo tudi naše življenje obstalo. Hvala ti, da imamo mir, da imamo ljubezen, da imamo veselje v Gospodu in da lahko stopimo pogumno z njim v leto 2021. V Jezusovem imenu. Amen. O moj Gospod, ko čudujem zemljo, ki le z besedo si ustvaril jo. Obok neba zvezd veliko število, moč, ki upravlja zemljo in nebo. Te daj od sreče duša mi skripi. Bog velik si, Bog velik si. Te daj od sreče duša mi skripi. Bog velik si, Bog velik si. Kadar premišljam o ljubezni
sreće duša mi skipi. Bog velik si, Bog velik si, te daj od sreće duša mi skipi. Bog velik si, Bog velik si. Ko bo prišel Gospod po svoje verne, da jih popelje v svoj nebeški dom. Iz dna srca mu pel bom hvalospeve, mogočen si, Gospod mu sklikal bom. Te daj od sreće duša mi vzkipi. Bog velik si, Bog velik si, te daj od sreće duša mi vzkipi. Bog velik si, Bog velik si, te daj od sreće duša mi vzkipi. Bog velik si, Bog velik si, te daj od sreće duša mi vzkipi. Bog velik si, Bog velik si, Bog velik si, Bog velik si. Verjamem, da smo vsi osveženi, spodbujeni in hvaležni, da je Bog na naši strani. Da, do sem nam je Bog pomagal, verujemo, da nam bo tudi v letu, ki je pred nami. Še bolj se mu približajmo, še bolj mu zaupajmo, še bolj se povežimo z njim. Bratje in sestre, želim vam lepe praznike in vedite, kjerkoli ste, niste sami. Z nami je Jezus, Bog Emanuel. Srečno in se vidimo naslednje leto, 3. januarja ob 17. uri.